Upam, da ste dobro in da ste zdravi. Danes na današnjem webinarju se bomo pogovarjali, kako sestaviti poročilo za 2019 v okoliščinah, v katerih smo se znašli. Dejstvo je, da se sicer vsako leto pogovarjamo o tem, kako sestaviti poročilo, a morebiti določenim točkam ne posvečamo toliko pozornosti, kot jih bomo morali letos glede na nastalo situacijo. Pa poglejmo, o čem se bomo pretežno pogovarjali, ker verjamem, da ste v decembru ali pa januarju bili na tistih klasičnih seminarjih, ki jih vsako leto nekako organiziramo, priprava na zaključni račun, poudarimo kakšne novosti. Letos pa se je situacija spremenila in predvsem se bomo pogovarjali o dogodkih po koncu poslovnega leta, predpostavki delujočega podjetja, slabitvi sredstev in pa merjenju poštene vrednosti. Predvsem te 4 točke bi želela izpostaviti, da se boste o njih več razmišljali, kako jih vključiti v vaše računovodske izkaze, ker zagotovo se tudi pri vas dogajajo posledice, ker nas je situacija od sredine marca v bistvu postavila v zelo nenavadno situacijo. Nehali smo poslovati, nekateri smo se morali svoje poslovanje čisto postaviti na druge temelje, na primer, če samo vzamem nas, zdaj se dobivamo preko webinarjev, prej smo se dobivali v predavalnicah, nekateri pa nimate možnosti tako preoblikovati poslovanje in posledice čutite še mogoče močneje. In zato bo letos potrebno res tem točkam posvetiti veliko pozornost. Kaj pravzaprav pomenijo dogodki po koncu poslovnega leta? To so seveda vsi dogodki, ki se zgodijo od presečnega datuma računovodskega poročanja, v našem primeru letos je to 31.12.2019, do datuma objave poročila, ki je letos bil pač podaljšan na zakonski rok 31.5.2020. To se pravi, kar 5 mesecev je obdobje od zaključka bilance oziroma presečnega datuma, na katero poročamo, in do datuma, ko bomo objavili računovodske izkaze. To je dolgo obdobje, veliko se v tem obdobju lahko zgodi, tudi v normalnih razmerah. Zdaj se nam pa dogajajo še posebej pomembne zadeve. In to že včasih vpliva na to, kako moramo poročati v računovodskih izkazih. Zdaj podlage za to, da o tem moramo poročati, najdemo v ZGD-ju, v 70. členu, ki se navezuje na poslovni del poročila, in pa tudi v SRS20, oblika bilance stanja, to je 13. in 14. točka. In zdaj boste kar mogoče nekateri pomislili, ja, saj če pa nismo zavezani k reviziji, pa v bistvu te določbe za nas ne veljajo, ker ne sestavljamo letnega poročila. Pa bom rekla, ja pa ne, pa me vseeno zanima, koliko od današnjih slušateljev tega webinarja je zavezanih k pripravi letnega poročila po Zakonu o gospodarskih družbah in se vam je na ekranu pojavilo eno kratko vprašanje, na katerega prosim na hitro odgovorite ja ali ne. To se pravi, ali v vaši družbi ste dolžni pripraviti letno poročilo v skladu z ZGD-jem, ali sodite med manjše in mikrodružbe, kjer pač pripravite normalne podatke za statistiko, za davčne potrebe in je to. Oziroma mogoče kaj še pač lastniki od vas zahtevajo. Nekje 50% vas je odgovorilo, drugi, ne vem, ali malo še bomo počakali, ker bi bilo zanimivo, da vidimo, koliko imamo takšnih, ki seveda morajo sestaviti letno poročilo in koliko takšnih, ki ne. Bomo pa videli, da vse nas tretira ta določba, ne glede na to, kako obsežno je naše poročilo. No, pa bomo zdaj zaključili, pa da vidimo rezultate. In poglejmo. To se pravi, nekje 64% vas je odgovorilo na to vprašanje in 9 vas je odgovorilo z da,
14 vas je odgovorilo z ne. To se pravi, večina vas to ne sestavlja letnega poročila v skladu z ZGD-jem, to se pravi, gre za manjše družbe, nekateri pa kljub temu morate. Zdaj, jaz bom poudarila obe varianti, ker tako kot sem rekla, tudi tisti, ki ne sestavljate tako obsežnega letnega poročila, vas to tiče in morate upoštevati pri sestavi računovodskih izkazov. Pa poglejmo, kaj pomeni, oziroma kaj nam pravi določilo SRS20, ki govori o bilanci stanja v točki 14. V osnovi nekako dogodke po datumu bilance stanja razdeli v dve skupini. To so takšni dogodki, ki imajo takšen močen vpliv na naše računovodske izkaze, da bi bilo potrebno že na presečni datum preračunati sredstva in obveznosti, in takšne dogodke, ki ne zahtevajo preračuna, ampak samo razkritje. Kaj so lahko takšni primeri, kjer je potrebno že preračunati sredstva in obveznosti na dan bilance stanja? Pravimo jim tudi popravljalni dogodki. To so zagotovo izidi tožb, ki je bila mogoče sprožena pred koncem poslovnega leta, reklamacije za izdelke, ki jih je podjetje prodalo že v preteklem letu, popravki vrednosti terjatev, posojil in podobno. To se pravi vse tisto, kar se je nekako že začelo v letu 2019 in smo nekako do sestave računovodskih izkazov videli posledice. Če pa ni takšne potrebe, to se pravi, če so dogodki po datumu bilance stanja takšni, ki nimajo vplivajo na dan računovodskega poročanja, ampak bodo imeli vpliv na bodoči razvoj družbe, jih pa samo razkrijemo. In seveda je zdaj ključno vprašanje, zato smo danes tukaj, kako v bistvu epidemija COVID-19 vpliva na to, kaj so ti dogodki po datumu bilance stanja za nas. In spet je tukaj odvisno od podjetja do podjetja. Bom dala primer, če ste poslovali za Kitajsko ali z azijskimi državami, kjer so se začele srečevati z COVID-19 že v letu 2019, ker tudi samo ime bolezni ima oznako 19, kar pomeni, da se je začela v letu 19, ste verjetno že čutili posledice v letu 2019 in je prav, da popravljate računovodske izkaze na ta dan. Večina slovenskih podjetij pa predvidevamo, da je posledice začela čutiti v letu 2020, ker vemo, da v bistvu nekako izredne razmere veljajo od 13. marca in takrat se nam je življenje postavilo na glavo, če tako rečem. Zapreti smo mogli svoja vrata, drugače se organizirati. In zdaj sem vam že nekako nakazala odgovor. To se pravi, tisti, ki ste že čutili posledice te bolezni v letu 2019, naprimer, da ste poslovali s Kitajsko, imate verjetno potrebo, da boste preračunali tudi določene postavke bilance stanja že na 31.12.2019. Tisti, ki ste začeli čutiti posledice šele v letu 2020, bo pa dovolj, da boste to razkrili v vaših računovodskih izkazih. Kaj pa je potrebno zdaj razkriti? Seveda se zdaj spet delite na tiste, ki pripravljate letno poročilo, in tiste, ki tega v tej vsebini ne pripravljate. Tisti, ki napišete letno poročilo in ga tudi pregleda revizor, vas bo tudi revizor na to opozoril, kaj vse je potrebno razkriti. To je predvsem, kakšne so bile prekinitve in motnje izvajanja poslovne dejavnosti. Vemo, da je glede na dejavnost, ki jo opravljate, velika razlika med tem, ali ste popolnoma morali prekiniti opravljanje svoje dejavnosti, ali ste jo samo omejili, ali ste našli alternativne načine, kako boste to izvajali. Potem v bistvu je treba razkriti ukrepe v zvezi z zaposlenimi, odpuščanjem zaposlenih, ali ste jih dali na čakanje, kaj ste naredili. Vemo, da nam je tudi tu država kar nekaj ukrepov predpisala ali rekla, kako moramo v določenih primerih ukrepati. S tem namenom smo vam tudi danes na naši spletni strani naložili en brezplačni priročnik,
8 najpogostejših vprašanj ravno vezano na ukrepe v zvezi z zaposlenimi, kaj naredite, in vas lepo vabim, da si potem med novicami oziroma med koristnimi vsebinami imamo to objavljeno, lahko tudi ta priročnik brezplačno pogledate in mogoče najdete tudi zase kakšno aktualno vprašanje in odgovor nanje. Potem je potrebno razmisliti o oceni bodočih slabitev finančnih, nefinančnih sredstev. Kakšne koristi bomo imeli od naših sredstev v bodoče, če smo morali obseg poslovanja zmanjšati? Večina podjetij je tudi zadolžena, ima kredite. Kako bomo jih poplačevali? Kakšna tveganja so v zvezi s tem? Banke in država nam obljubljajo, da bomo lahko se dogovorili za moratorij odplačevanja. Hitro pa nam povejo naprej, da se bo potrebno individualno dogovoriti vsak sam za svojo banko. To se pravi, kako smo tukaj aktivni, kako hitro smo pristopili k reševanju tega problema. Motnje pri nabavi. Ali lahko tudi, ko bomo začeli poslovati, ali če poslujete, lahko nemoteno poslovali, ker vemo, da smo odvisni tudi od dobaviteljev, ki nam morebiti neke surovine in material dobavljajo. Verjetno tudi vi vsak dan spremljate dnevnik in se včeraj ravno poslušala Adria Mobil je včeraj zagnala, oziroma ta teden zagnala proizvodnjo in direktorica je lepo povedala, da pričakujejo določene težave z nabavo surovin iz določenih držav. Ponekod teče kar nemoteno, ponekod pa ne. In tu, če bomo imeli težavo že pri dobavi surovin, bodo verjetno nastale tudi motnje pri izpolnjevanju pogodb s kupci. So mogoče v pogodbah s kupci dogovorjene kakšne pogodbene kazni? Kaj nas tukaj čaka? Koliko smo aktivni, da se začnemo pogovarjati o tem in reševati zadeve? Ker cel svet se je znašel na nek način v krču, vse nas je to prizadelo, zato so običajno stranke se pripravljene pogovarjati in čim prej moramo začeti reševati težavo. In zato je prav, da v letnem poročilu razkrijete in opišete nastalo situacijo in kako jo rešujete. S tem boste dali bralcu računovodskih izkazov občutek, da zadevo obvladujete. In to je ključno. Seveda tisti, ki teh razkritij niste dolžni zapisati, je pa prav, da razmislite vsaj to, ali so ti dogodki pomembni v tej smeri, da morate popraviti računovodske izkaze že za 2019, drugače pa razmisliti naprej, kaj bo imelo to vpliv na vaše izkaze v bodoče. Naslednja točka, o kateri bi rada spregovorila, je predpostavka delujočega podjetja. Zelo pomembna predpostavka, gre za eno izmed temeljnih predpostavk računovodenja, poleg predpostavke pripoznava poslovnega dogodka takrat, ko je nastal. In v bistvu pomeni, da je treba računovodske izkaze sestavljati, kot da bo organizacija nadaljevala poslovanje v nedoločljivi prihodnosti in kot da nima niti namena, niti potrebe, da bi ga povsem ustavila ali pomembno skrčila. Definicija standarda nam zelo jasno pove, da tudi pomembno skrčenje poslovanja lahko ogrozi predpostavko delujočega podjetja. S pomembnim skrčenjem poslovanja se pa srečujemo vsi. Tudi če niste na tisti strani, da razmišljate o popolni ustavitvi poslovanja, verjetno pa ste prizadeti v tej smeri, da se vam je obseg poslovanja skrčil. Mogoče je to samo eno obdobje v tem času, ko pač imamo omejitve in računate, da boste vse lahko v drugi polovici leta nadoknadili. Super, ampak o tem je treba razmišljati. In spet sta tukaj, bom rekla, ključna ocena poslovodstva. Veliko bomo govorili danes o ocenah, to se pravi, poslovodstvo je tisto, ki mora oceniti, predvideti, kaj se bo zgodilo. Pa boste rekli, joj, se to je tako težko, ko pa niti ne vemo, kako dolgo bo ta situacija trajala. Res je in popolnoma se strinjam z vami. Vendar vseeno moramo razmišljati, kaj se lahko zgodi v eni situaciji, kaj lahko v drugi, kaj v tretji. Velikokrat nam pomaga, če načrtujemo v tem smislu ali pa rečemo,
Poglejmo, kaj bi bil pesimističen scenarij, najslabša situacija, kaj se lahko zgodi, kaj je optimističen in potem nekje vmes je verjetno nek realističen scenarij. Če nekako ugotovite že zdaj, da je vaša predpostavka delujočega podjetja ogrožena in običajno se s tem podjetja zdaj srečujejo, ki so mogoče že v letu 2019 se borila iz dneva v dan za poslovanje, bila neustrezno financirala, ves čas imela težave z plačilno sposobnostjo, je potrebno že za leto 2019 uporabiti SRS 39, ki govori o računovodenju v stečaju, prisilni poravnavi in likvidaciji. Kaj je ključna razlika pri računovodenju, če računovodimo, kadar je predpostavka delujočega podjetja uresničena in kadar ni? Ravno v metodah vrednotenja in načinih vrednosti. Če je predpostavka delujočega podjetja uresničena, potem računovodimo po nabavnih vrednostih, po poštenih vrednostih, to se pravi po vrednostih, ki nam jih prinaša sredstvo v uporabi. Kadar pa ta predpostavka ni več izpolnjena in moramo uporabiti SRS 19, pa uporabljamo likvidacijske vrednosti. To se pravi, koliko dobim za to premoženje, če ga moram ta trenutek prodati, ker sam ne morem več izvajati poslovanja. In te vrednosti so praviloma veliko nižje. Če pa predpostavka delujočega podjetja ni še ogrožena v tem smislu, to se pravi, vidite, da boste nekako, ko bo se situacija normalizirala, lahko nekako to nadoknadili in normalno poslovali naprej, pa je potrebno to razkriti. Kaj spet bomo razkrili? Nujno je, da postavimo v bistvu načrte glede reševanja posledic. Če mi rečemo, v tem in tem obdobju bo toliko manjši obseg poslovanja, ampak načrtujemo, da bomo to v naslednjem obdobju lahko nadomestili. Potem je potrebno seveda jasno razkriti, ali obstaja pomembna negotovost glede sposobnosti podjetja, da nadaljuje kot delujoče podjetje, ali ta negotovost ni tako velika. To se pravi stopnjo te negotovosti. In tako kot sem že omenila, to boste najlažje dosegli s tem, da boste naredili plane vsaj za 12 mesecev naprej, to se pravi pogled za 1 leto naprej, in boste potem ocenili, kako se bo odvijala situacija. Tukaj absolutno se mora vključiti poslovodstvo. Sami računovodje ne boste mogli te naloge opraviti, ker poslovodstvo se mora zdaj tukaj zelo vključevati tudi v reševanje situacije in dati potem te vsebine. In seveda je obseg in vsebina razkriti predvsem spet odvisna od okoliščin, s katerimi se soočajo posamezna podjetja, ker je velika razlika tudi od dejavnosti. V osnovi vemo, da imamo 2 temeljna principa vrednotenja postavk, nabavna ali izvirna vrednost in pa poštena vrednost. Namenoma sem to izpostavila, ker naslednji 2 točki, o katerih se bomo pogovarjali, je slabitev sredstev in pa poštena vrednost. In kadar uporabljamo princip nabavne ali izvirne vrednosti za vrednotenje postavk, vemo, da le-te ne smejo presegati poštene vrednosti, da lahko imamo v bilanci skrite dobičke, ne pa tudi skritih izgub. Poštena vrednost pa, da mora biti realno izkazana in zahteva pomoč veščaka. Zdaj vidim, da je del besedila na tej prosojnici neviden, tako da se opravičujem, ker bi moralo biti, ker vidite tudi, da stavki niso dokončani, tako da bom preverila, kaj se je zgodilo. V glavnem, sem vam povedala, to je zdaj osnovna razlika med nabavno in pošteno vrednostjo. Mislim, da večina slovenskih podjetij tako ali tako uporablja nabavno ali izvirno vrednost, nekateri se pa tudi poslužujejo principa poštene vrednosti. Pa če najprej pogledamo slabitev sredstev. O slabitvi sredstev smo se morali že pri vsakem zaključnem računu temeljito vprašati, kaj je potrebno narediti, in seveda v letošnji situaciji je to še toliko bolj potrebno.
Ker vsi ti dogodki po datumu bilance stanja nam dajo že mogoče nek uvid v to, kako se bo z določeno postavko sredstev zgodilo v bodoče. Tu predvsem bodite pozorni na terjatve, zaloge, morebitne finančne naložbe, ki jih imate. Veste, da sama slabitev terjatev je včasih najbolj boleč poseg v bilanco stanja, ker si nekako priznamo, da nismo ali dovolj preverili kupca ali da nismo dovolj se zaščitili, da bi to terjatev dobili poplačano. Zdaj, v zdajšnji situaciji pa ste mogoče vse to naredili, pa je zaradi, če lahko temu rečem, višje sile virusa, prišlo do tega, da tudi mogoče ne bo kdo zmožen poplačati terjatve, ki je bil do zdaj vaš zelo, bom rekla, dober kupec in dober plačnik. To situacijo, ko boste ugotovili, in so terjatve seveda nastale že v letu 2019, je smiselno razmisliti in oceniti, kako bo se ta vaš poslovni partner izvlekel iz krize in v kakšni veličini vam bo lahko poplačal vaše terjatve. Sploh pa tiste, ki so pa že bile problematične, že 31.12., preden ste vedeli za izbruh te krize in ste mogoče oklevali, ali bi ali ne bi popravljali, vam pa toplo priporočam, da to zdaj naredite, ker je verjetnost, da bo poplačal, še manjša, kot je bila mogoče pred izbruhom krize. Ravno tako postavka zalog. Spet odvisno, kakšne vrste zalog imate. Če imate zaloge, ki so zelo vezane na neko obdobje ali celo imajo rok trajanja in ste zdaj čisto morali opustiti dejavnost, zapreti, vprašanje vrednosti teh zalog. In je spet ključno vprašanje, kako boste te zaloge vrednotili, pogledali, jih ustrezno slabili do iztržljive vrednosti, to se pravi, kaj pričakujete, da boste s temi zalogami lahko naredili v bodoče. Omenila sem tudi finančne naložbe. Dobro jih prevetrite, poglejte, če imate naložbe, ki kotirajo na borzi. Vemo, da zdaj borza je katastrofalno padla, še kar nam napovedujejo, da bo padla, oziroma so določena nihanja, malo gre navzgor in gre navzdol, vendar nekako je potrebno upoštevati, ne glede na to, da je na primer bil tečaj vaše delnice na 31.12. še čisto ustrezen, ampak če ni videti, da bo to ostalo v bodoče in da bo prišla nazaj na vašo raven, je potrebno tudi opraviti slabitve. Seveda imate mogoče tudi naložbe v druga odvisna podjetja. Kako, s kakšno branžo se ta podjetja ukvarjajo? Kakšna je verjetnost, da bodo lahko dosegale rezultate? To se pravi, vse to je nekako potrebno zdaj proučiti in na vseh teh področjih se srečujemo z računovodsko oceno. Kaj pričakujemo, da se bo v bodoče zgodilo? In potem še merjenje poštene vrednosti, to se pravi, če ne uporabljate modela nabavne vrednosti ali izvirne vrednosti, kot sem predstavila prej dva temeljna principa, in merite po modelu poštene vrednosti, je potrebno tukaj upoštevati, da izhajate iz stanja, ki je obstajalo na datum bilance stanja, ter upoštevate značilnosti sredstev, ki jih udeleženci upoštevali pri določanju cene sredstev na dane 31.12.2019 pod takratnimi tržnimi pogoji. To se pravi, to slabitev poštene vrednosti mogoče v tem trenutku ne bo prišla toliko v poštev, ker na dan 31.12. ob takrat znanih okoliščinah še ste upoštevali tržne pogoje, ki so veljali takrat. To se pravi, če imate vrednosti, nepremičnin vrednotene po modelu poštene vrednosti ali naložbene nepremičnine in ste tukaj pridobili cenitev veščaka, to se pravi ocenjevalca vrednosti nepremičnin, je on upošteval, to se pravi, tržne pogoje 31.12.2019.
Čeprav moram reči, da sem se v teh dneh pogovarjala kar z nekaj ocenjevalci vrednosti nepremičnin, ki pravijo, da je že takrat so bili znani indici, da bo prišlo do težav in so že upoštevali določene diskonte pri izkazovanju vrednosti, vendar ne tako močne, kot se bo to izkazalo potem v drugi polovici leta ali ko je tudi v Sloveniji nastopila ta kriza. To se pravi, katere informacije o izbruhu COVID-19 so bile znane ali bi lahko bile znane udeležencem na trgu na datum poročanja, to moramo spet upoštevati. To se pravi, je spet odvisno, kje imate premoženje in na kak način ga v bistvu z njim upravljate in ali ste se s tem že srečevali. To se pravi, če nekako vidite, sem vam veliko govorila o tem, da boste vi tisti sestavljavci računovodskih izkazov, podjetja, ki boste ocenjevali, kaj se bo zgodilo v bodoče in te svoje ocene ustrezno vnesli v računovodske izkaze. Na koncu naj še povzamemo, da je zelo previdno načelo previdnosti, da ga upoštevate ob sestavi računovodskih izkazov in da upoštevate ali pa izkažete samo dobičke, ki so do bilančnega presečnega datuma že uresničeni, da upoštevate vsa predvidljiva tveganja in izgube, kar smo rekli, tako pri terjatvah, tako pri zalogah, kot pri vrednotenju vašega premoženja, da pogledate dogodke po datumu bilance stanja, da se vprašate o vaši predpostavki delujočega podjetja. Se upoštevajo vsi odpisi, ne glede na to, s kakšnim rezultatom se konča poslovno leto. Zelo dobro se zavedam, da ste računovodje včasih pod pritiskom in vam je naložena naloga, da sestavite računovodske izkaze, kjer bo dobiček takšen, kot si želi poslovodstvo. To je absolutno v nasprotju z to točko, ki sem jo ravno zdaj povedala. Sploh v tej situaciji, v kateri smo se znašli, je potrebno realno pogledati zadeve in narediti vse odpise, ne glede na to, s kakšnim rezultatom se bo zaključilo poslovno leto. In tudi odhodke in prihodke je treba upoštevati takrat, ko je poslovni dogodek nastal in ne glede na to, kdaj so bili plačani ali prejeti. To se pravi, da res pripoznate poslovne dogodke v tistem časovnem obdobju, na katero se nanašajo. In pa še to se mi zdi zelo pomembno, da sredstva in obveznosti do virov sredstev vrednotite posamično. Največja bojazen, s katero se srečujemo, je ta, če boste pogledali svoje terjatve, pa boste rekli, tega bi mogoče bilo potrebno slabiti, pa tega bi bilo potrebno slabiti, pa ta je v zelo slabi situaciji, ampak ne vem, vseh ostalih 15 je pa super, vse suma sumarum, pa se to ne bo poznalo. Ni ustrezno. Treba je vsako postavko posebej, če je potrebno slabiti. Ali, na primer, zelo pogost primer, če imate nepremičnine in ene so izgubljale vrednost, ker so pač na taki lokaciji, druge pa ne. In bi tudi rekli, te, ki so izgubljale vrednosti, niso tako pomembne ali pa skupaj, ker ostalim pa je narasla vrednost, ne bomo slabili, ker skupaj, če pogledamo, pa imamo nepremičnine ustrezno vrednotene oziroma niso prevrednotene. Zakaj je pomembno to posamično vrednotenje sredstev in obveznosti? Zato, ker nikoli ne veste v tej situaciji, mogoče boste pa primorani prodati ravno nepremičnino, kateri je padla vrednost. Kaj se bo zgodilo takrat? O prodaji boste izkazali izgubo, namesto da bi jo že takrat, ko ste za njo nekako izvedeli oziroma ste jo zaznali. Tako je tudi pravilno. No, in še za konec, nekako splošna zahteva pri zunanjem računovodskem poročanju je zahteva po resničnosti in poštenosti predstavljanja. In tu na koncu moje razmišljanje, tudi če ste malo in mikro podjetje in vsega prej naštetega ne boste razkrivali v vaših poročilih, ker pač ne sestavljate letnih poročil v tej obliki, bodite realni sami do sebe in razmislite, če je potrebno katere postavke slabiti, kaj se bo zgodilo v bodoče in čim bolj realno in resnično in pošteno predstaviti vaše računovodske izkaze.
Tako vam bo tudi lažje v bodoče. Če bi vsi tako ravnali, bi tudi potem računovodska poročila, ki jih bomo brali za nazaj, lahko bila ustrezne podlage za odločanje, če ne bomo pa vsi razmišljali, kaj vse pa niso upoštevali v bilancah, ki so jo sestavljali. Tako da vam vseeno toplo priporočam, da to naredite, tudi glede na to, da imamo zdaj toliko več časa, tudi glede na to, da tisti, ki imate obvezno za plačilo davkov, so tu določeni ukrepi, da se bo to odložilo, zamaknilo, že s tem, ko kasneje oddajamo izkaze, se bo poplačilo tega zamaknilo v prihodnost in je mogoče tudi zdaj pravi čas, da počistite vse tisto v bilanci, kar mogoče tudi v preteklosti še niste in veste, da so stare zadeve. Tako, jaz sem nekako prišla do konca, tudi naš predviden čas se je iztekel. Seveda sem vam z veseljem še na razpolago za kakršnakoli vprašanja. Upam, da sem vam malo predstavila, kaj je potrebno še razmišljati. Vem pa, da bo zdaj tudi zelo težka vloga na vas, računovodje, da boste nekako poslovodstvu to predstavili, da neke slabitve so morebiti potrebne, da je potrebno razmisliti o nekih ukrepih glede na nastalo situacijo, ker po izkušnjah je vedno največji odpor ravno za slabitev terjatev zalog pri poslovodstvu. Saj bomo že nekako v bodoče to sanirali, vendar včasih to ne gre, posebej v tej situaciji. Je mogoče kakšno vprašanje, lahko mi ga tudi zapišete. Bilo bi super sicer, če bi se lahko slišali in v živo pogovarjali, vendar žal zdaj ne gre. Če pa ni vprašanj, se vam pa zahvaljujem za pozornost. Tako kot sem rekla, v bistvu posnetek vam bo tudi na razpolago tega webinarja, ga lahko še poslušate, če boste nekako imeli potrebo, in tudi poglejte, spremljajte nas tudi na spletni strani, ker smo izdali tudi tale priročnik kratki, kjer imate pač odgovore na 8 najpogostejših vprašanj, ki vas mogoče žulijo tudi vezano na ukrepe oziroma interventni zakon, ki je bil sprejet. No, samo zahvala in zanimivo in uporabno, hvala lepa. Tako, tudi vam najlepša hvala. Želim vam, da ostanete zdravi v tej situaciji, da naredite najboljše iz tega in tako kot pravimo, iz vsake krize lahko pridemo samo močnejši. Tudi to vam želim. Lepo se imejte in nasvidenje. Vabimo vas, da spremljate prihajajoče seminarje na naši spletni strani.